luknjo obravnava specializirano državno tožilstvo. Mislim, da sproti obvešča javnost, kaj se v teh zadevah dogaja, da je v tem že tudi tekla razprava v nekaterih parlamentarnih organih. Jaz danes tukaj nimam nobenih novih podatkov, da bi o tem karkoli lahko rekel. Jaz bi rekel, tisto, kar se kaže tako kot globalen pogled na bančno luknjo, je, da je bil to nek postopek, ki sem prepričan, da bo pripeljal do kazenske odgovornosti številnih akterjev, vendar tak, kot je bil na začetku močno instrumentaliziran in začet z nekim čisto specifičnim namenom. Za konkretne podatke pa vam seveda predlagam, da se obrnete na specializirano tožilstvo. Pa bi to često glede teh honorarjev, aprilski. Najprej bilo rečeno, ja, honorar, potem ne honorar, kaj je to? To je bilo tudi vprašanje kolegice Berman iz Kolegica, ki je postavila to vprašanje. Poglejte, dobil sem vabilo, da bi se udeležil nekega strokovnega seminarja kot generalni državni tožilec. Tamkaj bi naj govoril na eni izmed sekcij na temo, zakaj tožilci ne preganjajo sovražnega govora. To vprašanje je eminentno tožilska tema. Pravi, treba je bilo pojasniti, kakšna je, ali to tožilci v resnici ne počno, zato so bili tamkaj predstavljeni statistični podatki, s katerimi sem upal dokazal, da to ni res. Bilo je vprašanje potem, kakšna je vloga kazenske represije v družbi, pravi, kaj se da rešiti z kazensko represijo in česa se ne da. Kakšna je znotraj tega konkretno vloga posebej državnega v sistemu represije, seveda ni samo tožilstvo, imamo policijo, imamo tožilstvo, imamo potem kazensko sodišče, kaj tožilstvo v tem sistemu počne. In to sem tudi napravil. Izdelal sem referat, ki je bil objavljen na tem strokovnem posvetu, sem bil predstavljen kot generalni državni tožilec in tudi tekst je bil objavljen, če ste si ga želeli ogledati, je objavljen posebej, tudi je napisano, da sem ga dal kot generalni državni tožilec. Torej je bila to moja vodstveno strokovna odločitev, da bom na strokovnem posvetu pojasnil, kaj tožilstvo počne v tej družbi. Zato se mi zdi vprašanje o delovnem času in tako naprej povsem zunaj konteksta. Kar zadeva plačila nisem dobil za udeležbo na tem seminarju in ne za izdelavo tega teksta, pa čeprav bi rekel, bi zastavil lahko tudi vprašanje nekoliko drugače, ko kakšni gostje na kakšnih proslavah in tako naprej poparadirajo in se tamle posedejo v prvo vrsto v delovnem času, pa zunaj delovnega časa s tem ni nič narobe. Če pa zdaj nekdo, ki je strokovnjak na tem področju, še tja šel in to še povedal, in nekaj, kar je v zvezi, kar je kompetentnega povedal, nekaj, kar je v zvezi s temo tega zasedanja, pa se to problematizira. Zdi se mi, da so mnogi v tej družbi nasedli na neko logiko, ki ni prava logika, ampak je logika, ki nas pelje v